Verjamem v to, da se dobro z dobrim vrača. Dobrodelnost je zame način življenja. Staršem otrok sveta sem se pridružil zato, ker je preveč tragedij, preveč trpljenja. UNICEF in ta program Starši otrok sveta sem izbrala zato, ker se mi zdi UNICEF izredno transparentna mednarodna organizacija. Vesela sva, da sva del neke skupnosti, ker verjamemo v to, da ta skupnost lahko naredi več kot en posameznik. Z zelo majhnim finančnim zneskom, 15-20 evrov na mesec, ki ga mogoče nihče od nas niti ne pogreša, lahko naredimo izjemno velik učinek. Jaz vas res srčno povabim, da postanete starši otrok sveta. Na spletni strani www.unicef.si. Za vsakega otroka, vsak mesec. Starši otrok sveta so UNICEF-ovi darovalci in zdaj bomo izvedeli tudi nekaj več o tem projektu, kar se nam seveda zdi prav, da gledalke in gledalci prav tako se morda odločite za nekaj takega. Sicer pa nam bosta več o programu, o omenjenem projektu povedala današnja gostja, Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija, ter Ana Krušlin, starš otrok sveta. Pozdravljena in lepo dobrodošla. Dobro jutro. Je spet ena taka lepa UNICEF-ova gesta, kaj ne? UNICEF, vemo, znan je predvsem zato, oziroma potem, da pomaga, pravzaprav kar povsod po svetu. Ena taka mednarodna organizacija, ki danes pravzaprav ni več tista, da je ne bi človek poznal, ampak tista, ki pomaga vedno bolj, kaj ne? In starš otrok sveta je spet ena lepa gesta z vaše strani. Tako, UNICEF bo naslednje leto praznoval 80 let. Bil je ustanovljen za pomagati po vojni porušeni Evropi, predvsem otrokom in ženskam. In od takrat naprej so potrebe ostale. Tako da tudi zdaj, ko je že 80 let mimo, nažalost so še vedno kar velika območja po svetu, kjer zaradi konfliktov, zaradi podnebnih sprememb in ostalega je naša pomoč več kot potrebna. Slogan UNICEF je za vsakega otroka, torej ne ločujemo med tem, kje se kdo rodi, zakaj se tam rodi, ampak poskušamo pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Kje so recimo prav v tem trenutku ta še največja žarišča, da tako rečem, kje so najbolj potrebni pomoči? Ja, to se zelo spreminja. Recimo, če ste kaj spremljali medije zadnje čase, so bile hude poplave v jugovzhodni Aziji, tako da Filipini, Vietnam, Indonezija sigurno tam potrebujejo tudi otroci pomoč. Potem tam, kjer so vojni konflikti. Nažalost, tega še zmeraj ogromno. Lete, koliko časa že traja konflikt, vojna v Ukrajini. Kaj se je dogajalo in se še dogaja v Gazi, v Sudanu. Podsaharska Afrika, tudi zaradi podnebnih sprememb, je pomanjkanje hrane, pomanjkanje vode. Tako da teh območij po svetu je precej. Območje je precej, izzivov je precej, ampak se pa tudi nekako zadeve izboljšujejo. Kaj pravi statistika? Absolutno, da ne bo izgledalo, da je vse samo negativno, daleč od tega. Daleč od tega. Torej, verjetnost, da otrok, ki se kjerkoli po svetu rodi, bo preživel in dočakal 5. leto starosti, o čem statistike govorijo, se je v zadnjih 20 letih močno povečalo. Več kot 2 milijardi ljudi, več kot pred 20 leti, ima dostop do čiste pitne vode in do sanitarij. Več otrok hodi v šolo. Torej, absolutno so spremembe pozitivne, ampak po drugi strani je pa treba vedeti, da še vedno vsak dan 1000 otrok umre zaradi pomanjkanja hrane, zaradi podhranjenosti. 15 000 otrok. 1000 otrok zaradi bolezni, ki so povzročene z nečisto pitno vodo. Tako da ne smemo biti zadovoljni z napredkom, napredek je, ampak mi moramo poskrbeti tudi za tiste otroke, ki ta trenutek še nimajo pravih pogojev. In stanje, kot sva dejala, se izboljšuje tudi zaradi takšnih ljudi, kot je Ana. Ana, še enkrat pozdravljeni. Skupaj s partnerjem ste se odločili, da postanete starš otrok sveta. Zakaj? Ja, ta dobrodelnost je eno tako dejanje, ki te napolni z neko toplino, z nekim dobrim občutkom, in dobrodelnost je nekak del našega življenja.
Seveda, ko se znajdeš v neki življenjski situaciji, midva sva postala starša najinim 3 otrokom, se ti nekako zbudiš nek nov občutek in v bistvu, ko spremljaš vse to, kar se dogaja po svetu skozi medije, tudi v bistvu s tem, ko sva sledila UNICEF-u, se te dotakne, v bistvu zbudi neki občutek nepravičnosti. Ne razumeš, kako lahko neki otroci ne živijo takega otroštva, kot bi si ga zaslužili. In takrat sva v bistvu si zaželela, kako bi lahko na nek način tem otrokom pomagala. In program Starši otrok sveta je bil ravno to, kar sva iskala, prav zaradi tega, ker sva videla, da pomoč gre na neko območje, ustvari neko boljšo okolje za neko skupnost, za neko skupino otrok. In vesela sva, da sva se pridružila in tudi v bistvu ti najni prispevki, da so imeli nek večji efekt. Kako to recimo potem vpliva na vašo družino? Rekli ste, da imate 3 otroke. Kako to vpliva na vašo družino, se pravi, postanete starš otrok sveta? Verjetno o tem govorite tudi z vašimi otroki. Zagotovo, ko enkrat postaneš starš in si v tem programu, te še bolj se dotaknejo te zgodbe otrok po svetu, ker tudi UNICEF sporoča skozi mailinge, skozi aplikacijo, kje v bistvu se pomoč potrebuje in v bistvu kako te donacije v bistvu rešijo neko težavo na nekem območju. In v bistvu se takrat še bolj zaveš, kakšno srečo imamo mi in v bistvu kako ne znamo ceniti nekih malenkosti, ki jih imamo in te to izoblikuje kot človeka, kot starša in v bistvu to prenašaš skozi svojo vzgojo na svoje otroke. Prav tako pa v bistvu letom primerno, otroci so še majhni, tudi te zgodbe delimo z njimi, ker si želimo, da tudi oni vzbudijo to spoštovanje do stvari, ki jih mi imamo in kakorkoli si želiva, da tudi oni začutijo ta dober občutek dobrodelnosti. Gospod Bergoč, omenila je Ana neko aplikacijo. Verjetno gre za aplikacijo, kako postati pravzaprav starš otrok sveta, kaj ne? Ja, aplikacija je namenjena tistim, ki že postanejo starši otrok sveta. Drugače pa je pač postati starš otrok sveta je pa res enostavno. Tako da, kdorkoli bi si to želel postati, seveda vabljeni vsi vljudno, da se te veliki skupini staršev otrok sveta pridružijo. Obiščite samo našo spletno stran www.unicef.si in v par enostavnih korakih se lahko potem pridružiš temu programu. Znesek, s katerim želiš mesečno pomagati, je poljuben. Kot je bilo rečeno, že majhen znesek lahko potem, ko se združi 10 000 slovenskih staršev otrok sveta in 10 000 še drugje v razvitem svetu, pride do zneskov, ki lahko spremenijo zelo, zelo veliko stvari. Kakšna je ta aplikacija? Aplikacija Starši otrok sveta je aplikacija, v kateri lahko starši pogledajo, koliko so že do sedaj donirali, kakšen je znesek njihove mesečne donacije. Če bi prišlo kakšen mesec do situacije, da si ne bi mogli privoščiti donacije, lahko eno donacijo preskočijo, lahko se odločajo, da donacijo dvignejo, da zvišajo znesek in tudi vidijo, kje v svetu se največ pomaga. Ja, ko smo že ravno pri zneskih, s partnerjem sta darovala že kar nekaj sredstev in menda, zasledila sem podatek, toliko, da si je nekako, kako se reče temu, opomoglo, kar se šolanja tiče, več kot 145 otrok. Krasno. Ja, res je dober občutek, ko v bistvu dobiš to informacijo. Napolnite z nekim ponosom, ker kakorkoli sigurno je prvo, da se zagotovi voda, hrana otrokom, neko zdravila. Drugi korak k boljšemu življenju ali pa k vsak začetku tiste poti je pa izobrazba. Izobrazba je, že starši so nas učili nekaj, kar ti nihče ne more vzeti in v bistvu, ko veš, da si poleg svojim 3 pomagal še 145 otrokom na tej poti do boljšega življenja, je res neverjetno občutek. Kako se ta sredstva razdeljujejo? Govorimo o mesečnih donacijah, kaj ne? Kako se potem to razdeli, kam gre? Torej, donacije se centralno zbirajo v skladu in potem organizacija UNICEF ima v 140 državah po svetu svoje urade. Tam so ljudje, ki zelo dobro poznajo situacijo in glede na to, kje je tisto območje, ki je tisti trenutek najbolj potrebno pomoči, tja gre največ sredstev.
Pomeni, so tudi prav posebni statistični kazalci, katera država dobi več sredstev, pomeni stopnja umrljivosti otrok, dostop do čiste pitne vode in podobno. In potem se ta sredstva tja pošljajo, kjer so najbolj potrebna. Hkrati je pa seveda še en zelo pomemben vidik tega sklada, ki ga tudi starši otrok sveta omogočajo, in sicer, če pride do kakšne nenadne katastrofe. Če pride do kakšne nenadne katastrofe, se lahko pomaga nemudoma, takoj, ker so sredstva že tam. UNICEF ima v Kopenhagnu največje humanitarno skladišče na svetu. Tam so točno določeni produkti za vsako potencialno katastrofo. Ne vem, zimski komplet za otroka, če se zgodi katastrofa po zimi, je noter točno določena bunda, čevlji, šal, rokavice, pitna voda, hrana, šola. Imamo šolo v škatli. Če pride do neke naravne katastrofe, se šola uniči, škatla, v kateri je pribor za 30 otrok. Ko se škatla odpre, je to tabla, na katero učitelji pišejo, tako da se šolanje ne ustavi. In vse te stvari lahko UNICEF v primeru katastrofe dostavi v 24 urah. Zato, ker je vse predpripravljeno, vse na zalogi in samo čaka na to, da država reče, potrebujemo pomoč in UNICEF jo dostavi. No, sicer pa takšne podatke verjetno tudi komorkoli, ki želi izvedeti še kaj več, seveda z veseljem ponudite. Že na naši spletni strani se lahko marsikaj prebere, drugače pa smo vedno odprti in za klice in tudi za osebne obiske. Ja, govorimo seveda o projektu, ki je verjetno na voljo po marsikaterih državah, Starš otrok sveta, ne samo v Sloveniji, ampak vseeno živimo tukaj, koliko staršev, ne staršev, kakorkoli že, Slovenk in Slovencev se je odločilo za takšno gesto. Torej, za to redno mesečno darovanje v programu Staršev otrok sveta se je odločilo 10 000 Slovencev in Slovenk, na kar smo zelo ponosni, in ta skupnost nas dejansko tako navdaja s ponosom, da tudi ena taka majhna država, kot je Slovenija, lahko kar konkretno pomaga. Seveda ne smemo zanemariti tudi pomena enkratnih donacij. Torej, tudi enkratno darovanje je pomembno, da ne bi rekli, da je samo to redno mesečno darovanje pomembno. Ko se zgodi neka večja naravna katastrofa, seveda potem pozovemo tudi k enkratnim donacijam in smo hvaležni tudi vsakemu, ko se na drugačen način odzove. Ja, majhni zneski, sploh ni pomembno, kako veliki so, kaj ne? In tudi sami, kot vem, ste rekli, da kakršnakoli pomoč je pomoč za prave ljudi, za pravo situacijo, se pravi postati starš otrok sveta, da se pomaga otrokom, ki so seveda pomoči potrebni. Bodi si, kot ste dejali, z vodo, s šolanjem in tako naprej, kaj ne? Majhni zneski so pomembni. Res je, nekdo bi rekel, mogoče majhen znesek ne naredi spremembe. Jaz rečem, vsako majhno dejanje ima na koncu velike spremembe. Ravno to, kar je gospod Tomaž rekel, da je to ena skupnost, že v Sloveniji ali pa mednarodno, niso več tako majhni zneski in naredijo res velike premike. Zdaj, vsak najde lahko, ki ima to željo v nekem svojem osebnem proračunu, nekaj tistih evrov. Kot je že rekel, v bistvu lahko, če ne zmoreš, pač ne daš, lahko povečaš ta znesek, ampak zagotovo je, da v bistvu sam kot posameznik ta pomoč na tak način ne bi prišla tja, kjer je treba, ker v bistvu posameznik nima teh informacij. To je v sklopu te organizacije UNICEF-a mogoče. Plus tega, da sigurno tisti en moj znesek v primerjavi s tem je nepomemben, ampak ta količina teh zneskov oziroma dolgoročno pa res naredi spremembe. Ampak ta skupna pomoč je sestavljena točno iz teh malih pomoči. Seštevek teh malih pomoči pride do tistih velikih sprememb, ki se jih lahko naredi. Ker UNICEF ni samo humanitarna organizacija, ki se odziva na katastrofe, čeprav nažalost zaradi podnebnih sprememb pa konfliktov je tega vedno več, ampak tudi poskuša razvojno vplivati, poskuša izboljševati šolske sisteme, poskuša prepričati vlade, kako pomembno je izobraževanje deklic. Veste, take stvari so vse prepletene ena med sabo. Če gre deklica v šolo, če se deklica šola,
je zelo velika verjetnost, da ne bo postala še kot otrok mati, da bo skozi šolanje prišla z določeno stopnjo izobrazbe, da bo potem samostojna, da bo zaposljiva, ne bo bila prisiljena v otroške poroke, kot ponekod zaradi preživetja so neki se poročali. Torej, izredno pomembne so tudi te sistemske spremembe. To je še ena taka dodatna stvar in take velike organizacije, kot je UNICEF. No, hvala za to razlago, zato ker se mi zdi, da ljudje danes še vedno nekako zmotno premišljujemo, to gre pa za otroke v Afriki. Ne. Ne? Ja. Ponavadi je asociacija najprej na to, ampak kot ste že sami dejali, je širša slika zelo bolj široka, razširjena. Kot sem že rekel, podsaharska Afrika je dejansko eden bolj prizadetih območij, ki so potrebna pomoči, ampak so območja v jugovzhodni Aziji, so v Karibih, konec koncev pomagamo cel čas tudi med vojno v Ukrajini, UNICEF je prisoten v Ukrajini, tudi tam, ne. In če bi se zgodilo kakšna velika naravna katastrofa v Sloveniji in bi naša država zaprosila mednarodno skupnost za pomoč, bi pomagali tudi tukaj, ne. Torej, za vsakega otroka, to je slogan, ne. Vsi otroci štejejo. Ko smo pa že pri teh malih zneskih, poglejte, ko je en otrok kritično podhranjen in potrebuje dodatno terapevtsko prehrano, katere UNICEF največ te terapevtske prehrane za otroke zagotovi, to je taka mala vrečka na bazi arašidovega masla. Odtrga se vogalček, mama stisne otroku vsebino tiste vrečke v usta. Vsa hranila ima noter, torej arašidovo maslo, minerale, vitamine in tako naprej, 500 kalorij. 2 taki vrečki na dan staneta manj kot evro. 6 tednov te prehrane lahko pomeni, ali bo otrok preživel ali ne bo. Torej, ne da so majhni zneski nepomembni, majhni zneski lahko rešijo otrokovo življenje. Jaz mislim, da ste kar lepo zaključili danes tale naš pogovor, pa vseeno morda za oba še čisto za konec. Kako nagovoriti, ne bom rekla prepričati, ker vsak se odloči sam, kako nagovoriti tiste, ki nas zdaj le gledajo, da prav tako postanejo starš otrok sveta? Jaz bi rekla tako, če je neka želja, če je neka ta občutek, da bi pomagal, da si želiš delati spremembe tam pri tistih, ki to pomoč res potrebujejo, poskusite. Jaz verjamem v to, da ničesar ne boste izgubili, le pridobili boste. In v bistvu to je to. Jaz delam na UNICEF-u, bil sem marsikje po svetu, videl sem na svoje oči, kaj UNICEF lahko naredi, kakšno spremembo lahko naredi. In sem seveda že zelo dolga leta starš otrok sveta, tudi sam. In ne vem, mene to navdaja z nekim občutkom ponosa, sreče, da lahko to naredim, da sem toliko privilegiran, da lahko pomagam. In jaz pa verjamem, da tako in tako starši otrok sveta, ti, ki pomagajo UNICEF-u, so srčni ljudje, ki pomagajo tudi na druge načine in so to eni ljudje. Tukaj ne gre za to, ali boš izbral, ali bomo pomagali našim otrokom, ali bomo pomagali otrokom v državah v razvoju. Vsem je treba pomagati. In jaz pač res vljudno pozivam vse, ki to oddajo gledajo, si obiščejo našo spletno stran, tam izvejo več o programu, nas pokličejo, nam pošljajo mail, če imajo kakršnokoli dodatno vprašanje in z veseljem bomo odgovorili. In ne vem, praznični čas se bliža, čas obdarovanj, mogoče na ta način še obdarijo sami sebe in otroke po svetu z neko lepo gesto. Ja, lepše ne bi mogli zaključiti današnjega pogovora. Hvala vam za obisk, za vse, kar sta povedala, kar se tiče programa Starš otrok sveta. Zagotovo bo padla kakšna modra odločitev, prava odločitev. Vama pa vse dobro, pa še kdaj dobrodošla v našem studiu. Hvala lepa.